Pozdravljeni! Letošnjo proslavo ob kulturnem prazniku bomo posvetili značilnim slovenskim jedem, objektom in živalim. Spoznali bomo nekatere zaščitene slovenske jedi, prvotne pasme živali in objekte, o katerih so nam pripovedovale babice. In detki. Pa začnimo z značilnimi objekti, ki jih pogosto ogledamo v naravi in mnogi niti ne vedo, čemu služijo. Kozolci. Kozolci so lesene strani odprte stavbe, značilne za slovensko podeželje. Delimo jih na enojne in dvojne. Te imenujemo toplari in so slovenska posebnost. Približno 80% vseh kozolcev najdemo v Sloveniji. Vidimo pa jih tudi na severovzhodu Italije in jugu Avstrije, saj tam živi slovenska manjšina. Kmetom služijo za sušenje žita in trave, Nekateri pa jih zgolj prevračajo. Tako je, telovadni element, kateremu smo bili pravkar priča, se imenuje prevračanje kozolcev. Pija, ali veš, katera je verjetno najbolj značilna avtohtona vrsta živali pri nas? Dvomim, da sploh ve, kaj pomeni avtohtono. Zato pa imamo tebe, da nam pojasniš, če se ne razumemo. Aha. Avtohton pomeni, da je po izvoru od tam, kjer živi, domač, prvoten bi lahko rekli. Torej, Kaj torej? izvorna, prvotna, domača, značilna vrsta živali pri nas? Daj mi kakšen namig. Vreden je 10 evra. Štorklja. Lipicanec vendar. Lipicanec. Lipicanec je pripadnik pasme konjev, vzrejene v Lipici. Pasma je bila osnovana leta 1850 na Krasu. Lipicanca sta upodobljena na Slovencem kovancu za 20 centov. Nič kaj ni podoben štorkli. Če si Pija že zaželela ptičev in bomo pa ustregli, kaj ne?
Poleg značilnih objektov in prvotnih živali smo Slovenci ponosni tudi na zaščitene slovenske jedi. In pijače. Pijače? No, cviček, recimo. Ne spodobi se, da bi na prireditvi namenjeni otrokom poveličevali vino. Med zaščitene slovenske proizvode sodijo oreška tünka, zgornji savinjski želodec in kraški zašink, recimo. Prleška tünka. Prleška tünka izhaja iz časov, ko v gospodinstvih še niso imeli hladilnikov. Najboljše kose mesa so konzervirali kar v zaseki. Zgornji savinjski želodec. Zgornji savinjski želodec je sušena domača mesnina iz mesa in slanine doma vzrejenih prašičev. Kraški zašink. Kraški zašink pa je brez kosti sušen svinjski vrat. In kaj ima vse te jedi skupnega? Surovino seveda. Tija, kaj tega nareješ? Ničesar še nisem poskusila. Kaj pa kranjska klobasa, kraški pršut? Kranjska klobasa. Kranjska klobasa mora vsebovati vsaj 75% svinjskega mesa prve in druge kategorije in največ 20% slanine. Kraški pršut je sušeno svinjsko redkeje goveje stegno, ki ga sušijo predvsem v Istri in na Krasu. Vegetarijanka? To ne, a vseeno bi mi bolj teknili idrijski žlikrofi. Idrijski žlikrofi. Idrijski žlikrofi so slovenska jed z idrijskega, narejena iz vlečenega testa s krompirjevim nadevom. So prva slovenska jed zaščitena na ravni Evropske unije. Vrnimo se v čas naših babic. In detko
Prebrala sem vsako vrstico, da ste znali odgovorno razmišljati o svoji odgovornosti. In dobro veste, da ste odgovorni od otroštva naprej, v osnovni šoli, doma, skratka, in boste odgovorni za vsako dejanje skozi svoje življenje še naprej. Za najboljše prispevke bomo danes podarili priznanja in bukvice. Doma te bukvice odgovorno odložite na knjižno polico ali v kak predal. Čez nekaj let, ko boste brali kot odrasli ljudje, boste ponosni na svoj prispevek v številki bukvic 15. Hvala lepa za sodelovanje. Zdaj pa prosim pomočnico Bojano Peroš-Marušič, da mi pomaga razdeliti priznanja in bukvice. Prešernovo nagrado za literarni prispevek prejme Brina Weizmann. Brina? Ne pride, aha. Ja. Ana Marija Ribič. Prešernovo nagrado za literarni in likovni prispevek prejme Ajda Daj Ozmec. Prešernovo nagrado za literarni prispevek prejme Dora Boc. Prešernovo nagrado za literarni in likovni prispevek prejme Zala Bradač. Prešernovo nagrado za literarni prispevek prejme Živa Blažič in Tanej Vilar. Prešernovo nagrado za likovni prispevek prejme Veno Voler. Prešernovo nagrado za literarni prispevek prejme Taja Ekart. Prešernovo nagrado za likovni prispevek prejme Tine Rajič in Jana Bielobrg. Prešernovo nagrado za literarni in likovni prispevek prejme Pija Dobravnik in Eva Felkrin Kosec. Prešernovo nagrado za likovni prispevek prejme Zala Dukarič. Prešernovo nagrado za literarni in likovni prispevek prejme Anja Zajhofer in Gaja Gruj-Baumann. Prešernovo nagrado za literarni prispevek prejme Lara Ribič. Prešernovo nagrado za literarni in likovni prispevek prejme Gal Gabriel. Prešernovo nagrado za literarni prispevek prejme Ana Vide, Mateja Lah, Eva Krajnc, Alja Horvat in Pija Majcenovič. Prešernovo nagrado za literarni prispevek in glasbeni prispevek prejme Jakub Korošec. Prešernovo nagrado za literarni in likovni prispevek prejme Špela Brezočnik.
Prešernovo nagrado za literarni prispevek prejme Sanja Markovič. Kristjan Gulin Kučan. In Nika Ekart. Prešernovo nagrado za likovni prispevek prejme Vale Rauter. Prešernovo nagrado za literarni prispevek prejme Jan Ladinek, Katja Malek, Žana Novak, Neja Novak, Dominika Marija Kovačič in Lucijan Kustos Vemšek. S tem je podelitev Prešernovih nagrad zaključena. Želim vam še lep preostanek prazničnega dne in vse lepo torej v ponedeljek, ko praznujemo Prešernov dan in se vidimo ponovno v torek.